Knjiga o džungli. Ta zgodba pripoveduje o dečku Mavgliju. Zrasel je v džungli in našel v njej veliko prijateljev. Volčjo družino, ki ga je vzela za svojega, ko je bil še dojenček. Brezskrbnega medveda Bala, ki ga je naučil, kako se v življenju uživa. Jastrebe, ki so postali njegovi prijatelji. In panterja Bagiro, ki ga je varoval. Toda v džungli je veliko nevarnosti. Bilo je tudi mnogo takih, ki niso marali Mavglija. Kača Kaja je lahko vsakogar uročila, če mu je sre pogledala v oči. Človeškega mladiča bi bila najraje pojedla. Toda Mavglijev najhujši sovražnik je bil vendarle tiger Šir Kan. Ljudi je sovražil in je prisegel, da bo človeškega mladiča ubil, preden bo odrastel. Ta zgodba se je začela že dolgo prej, namreč tedaj, ko je panter Bagira zaslišal nenavadne glasove. Prihajali so iz razbitin majhnega čolna, ki jih je naplavilo naprot ob rečnem ovinku. Jokal je otroček. Bagira je pogledal v čoln in zagledal človeškega mladička, ki je ležal v košarici. Ko bi bil vedel, kako se bo ta zgodba zapletla, bi morda nadaljeval svojo pot. Toda Bagira je košarico pobral in razmišljal, kaj naj naredi z otročkom. Otroški mladiček je potreboval hrano, in to kmalu. Bagira se je spomnil volčje družine, ki je pred nekaj dnevi dobila mladičke. Zato je košarico s človeškim mladičkom položil pred vhod v volčji brlog in vse drugo prepustil volkovom. Košarico je prvi uzrl volčji mladiček. Tujčka je ovohal, kot bi hotel vprašati, kakšen mladiček pa si ti? Človeški mladiček je nehal jokati in se je nasmehnil. Ko ga je prišla ovohat mati volkulja, se je spet nasmehnil. Tako je Mavgli našel družino. Deževje je 10-krat prišlo in odšlo in Bagira se je na svojih pohodih pogosto ustavljal pri volčjem brlogu, da bi videl, kaj je zraslo iz Mavglija. Ta je bil ljubljenček drugih volčjih mladičev. Skupaj so rasli in se igrali in nobeden človeški otrok ni bil še nikoli srečnejši. In vendar se bo nekoč moral vrniti k ljudem. Tiger Šir Kan je nekega dne slišal za Mavglija. Človeški mladič, ki živi v džungli z volčjim tropom, je zarenčal predse. Zdaj morda še ni nevaren, toda nekoč bo zrasel v človeka. Ker je sovražil ljudi, je sklenil, da bo poskrbel za to, da Mavgli nikoli ne bo zrasel in postal lovec. Odpravil se je iskat Mavglija in volčjo družino. Ko je volčji trop izvedel, da jih išče Šir Kan, so starešine sklicale zbor na posvetovalni skali. Besedo je povzel vodja tropa Akela. Šir Kan bo mladiča zagotovo ubil in z njim vsakogar, ki ga bo skušal zaščititi. Zato mladič ne more več ostati pri našem tropu. Toda Mavgli ne more sam preživeti v džungli, je ugovarjal Rama, volčji oče človeškega mladiča. Bagira je vedel, da ima Rama prav. Bil je čas, da se vmeša. Skočil je s svoje veje in pristal sredi volčjega krdela. Mogoče lahko pomagam jaz, je spregovoril presenečenim volkovom. Poznam vas, v kateri živijo ljudje. Pri njih bo na varnem. Sam ga popeljem tja. Tako so sklenili, naj Bagira takoj odpelje Mavglija k vaščanom. Panter je Mavgliju zaman skušal dopovedati, kaj so volkovi sklenili in da morata takoj na pot. Nista smela izgubljati časa. Ne, ne grem, je ihtel Mavgli. Tukaj hočem ostati, pri materi in očetu. Ne razumem, zakaj bi moral v vas k ljudem.
V džungli sem doma, pri svoji družini. Bagira mu je zatrdil, da ga imajo volkovi še vedno radi, toda ker se je nadenj spravil Šir Kan, je v hudi nevarnosti. Mavgli se je trdno oprijel drevesnega debla in Bagira ga je skušal odtrgati. Končno je Mavgli moral popustiti. Nesrečni človeški mladič in potrpežljivi panter sta se odpravila na dolgo pot. Bagira si je z molčečim Mavglijem na hrbtu utiral pot skozi džunglo. Ker je bil Mavgli nenavadno miren, ga je končno vprašal: Ali spiš? Ne, ne spim, razmišljam, mu je odgovoril Mavgli. Vrh tega pa se Šir Kana sploh ne bojim. Že mogoče, je odgovoril Bagira, ampak Šir Kana se moraš bati. Zelo nevaren sovražnik je. Začenjalo se je že mračiti, ko se je Bagira končno ustavil pod velikim drevesom in pomagal Mavgliju, da je zlezel na visoko vejo. Mavgli je bil preveč utrujen, da bi se še prepiral, zato se je stisnil k Bagiru in skoraj v hipu sta oba zaspala. Vendar nista bila sama. Na veji nad njima je bila zvita kača Kaja. Kaj vidim? Je res človeški mladičič, je zasikala in potisnila glavo skozi listje proti njima. Ko se je Mavgli prebudil, je bila tik pred njim kačja glava z velikimi okroglimi rumenimi očmi, ki so srepo bolščale vanj. Poberi se, kača, je zavpil in pogumno pogledal Kaji v oči. Prav tega pa ne bi bil smel narediti. Ne zaupam ti, je še zašepetal Mavgli, potem pa je postal močno zaspan. Zaupaj mi, je zagostolela Kaja. Tvoja prijateljica sem. Mavgliju je srepo strmela v oči in dečček ni več mogel odvrniti pogleda. Kaja ga je imela v oblasti. Kaja je z dolgim repom ovijala Mavglija, ki je še vedno nemočno strmel vanjo. Nisi mogel pomagati, še premakniti se ni mogel več. Zdaj te imam, kakšna poslastica, se je veselila Kaja in široko odprla žrelo. Na srečo so njene besede prebudile Bagira. Ko je videl velikansko Kajino žrelo, ki se je bližalo Mavgliju, se je strašno razjezil in Kajo nekajkrat močno udaril s taco. Osupla kača je štrbunknila z drevesa in godrnjaje odvijugala v gosto podrastje. Upam, da te je to izučilo, je Bagira še zarjovel za njo. Potem se je obrnil k Mavgliju in rekel: Danes te je hotela požreti kača. Jutri se te utegne lotiti Šir Kan. V džungli nisi več varen. Moraš k ljudem. Mavgli ni rekel nič. Naslednje jutro ju je prebudil oglušujoč hrup. Ropotalo je in bobnelo. Naprej, marš, zdaj, 2, 3, 4, je bobnel globok glas. Drevesa so se klala na dvoje, veje so se lomile in vsa džungla se je tresla. Pa še to, je zavzdihnil Bagira, general Hati in njegova džungelska izvidnica. Komaj je Mavgli po ovijalki splezal na tla, da bi si vse natanko ogledal, že je preden pritopotala čreda slonov. Na čelu je lomastil velikanski slon, general Hati, in ukazoval drugim debelokošcem, ki so v vrsti lomastili za njim in trobili koračnico. Četa je tik pred Mavglijem pritopotala po stezi, se nato obrnila in se odpravila drugam. Pri tem zasuku
je bil Mavgli že pokonci in se postavil v vrsto za ljubkim slončkom. Dober dan, je rekel Mavgli. Ali si na bojnem pohodu? Samo vadimo, mu je prijazno odvrnil slonček. Pst, popolna tišina v vrsti. Mavgli je korakal, stal, spet korakal in spreminjal smer, vse po Hatijevih poveljih. Samo enkrat je pozabil spremeniti smer in kmalu se je z nosom ustavil pred rilčkom slonjega mladiča. Hitro, korakati moraš v nasprotno smer, mu je pomagal prijatelj. In Mavgli se je obrnil in odkorakal naprej, tokrat v pravi smeri. To je bilo res zabavno. Korakali so, se obračali, korakali in začenjali spet od začetka. Mavgli je vestno ubogal ukaze generala Hatija. Korakanje s slonjo čredo je veliko boljše kot življenje pri ljudeh, si je mislil Mavgli. Ko je bil general Hati prepričan, da vsi obvladajo korakanje, je končal vojaško vajo. Stoj, četa, stoj, je ukazal. Vrsta slonov se je nenadoma ustavila, da so sloni treskali drug v drugega. Prosil bi, da malo počijemo, se je oglasil slon, ki mu je bilo ime Winifred. Noge me tako bolijo, da me bo konec. Tišina v vrsti, je zagrmel Hati. Pa ste res lepi vojaki, čudoviti, jih je zmerjal. Ali morda temu pravite ravna vrsta? Sloni so se potrudili in se postavili v kar najbolj urejeno in ravno vrsto. Ko se je general prepričal, da stojijo tako, kot je treba, je začel pregledovati četo. Kaj pa je to pregled čete? Je vprašal Mavgli. Boš takoj videl, je odgovoril slonček. Mavgli je videl, da so sloni iztegnili rivce in se strumno zravnali. Tudi slonček je dvignil rivček. Hitro, iztegni rilec navzgor, je zašepetal Mavgliju. Mavgli je iztegnil nos. Je tako prav? Je vprašal. Tako je prav, mu je odgovoril prijatelj. General je korakal ob poravnanih debelokošcih, ki so rivce moleli v zrak kot pozavne. Pred Winifredom se je general ustavil in vrgel svoj mrki pogled na njegov rilec. Kaj pa je to? Umazan nos. Rilec ti vendar lahko reši življenje. Lepo moraš skrbeti zanj. Razumeš? Je zarogovilil. Potem je odšel naprej ob vrsti in vse natanko opazoval. Mavgli se je držal zravnano, da bi zdržal nadoknadil rilec, ki mu je manjkal. Ko je general Hati postal pred slončkom in sklonil pogled k njemu, je zabrundal. Pete stisni bolj skupaj. Vse v redu, sin moj. Seveda, oči, je odvrnil slonček. Lepa reč, je zasopihal general Hati, ko je zagledal Mavglija. Koga imamo pa tukaj? Novega vojaka? Preden se je Mavgli zavedel, kaj se dogaja, se je znašel v višini generalovih oči. Velikanski slon ga je namreč dvignil, da bi si ga bolje ogledal. Ampak saj to je vendar človeški mladič. Kaj pa ti iščeš tukaj, če te smem vprašati? V moji džungli nimajo človeški mladiči kaj iskati. Saj džungla ni tvoja, je Mavgli odločno odgovoril. Bil je besen in prepirljive volje. Bagira se je hitro vmešal. Kar lepo, mirno, je rekel, jaz lahko vse pojasnim. Tega človeškega mladiča pravkar peljem v vas k ljudem. Zavedno? Je vprašal general Hati. Da, je odgovoril Bagira, na mojo častno besedo. Tako je bil Mavgli prost in s panterjem sta lahko odšla naprej. Imel si srečo, da sem se ravno še lahko vmešal, je renčal Bagira. Saj znam dobro paziti nase, je trmasto ugovarjal Mavgli. Kaj pa še, ga je oštel panter.
V džungli nimaš samo prijateljev, ampak tudi veliko sovražnikov. Mavglija ni prav nič mikalo, da bi ga panter nenehno svaril pred nevarnostmi. Tudi Bagiru je bilo karanja za nekaj časa dovolj, zato je dečka pustil hoditi precej daleč zadaj, da bi sam imel malo miru. Toda s tem je naredil hudo napako, kajti medtem, ko se je Mavgli dolgočasil, se je od nekod prikazal velik, vesel medved. Bil je Bal. Z Mavglijem sta se hitro spoprijateljila. Mene se drži, prijateljček. Jaz ti pokažem, kako v džungli preživiš, je pomodroval Bal, ko je slišal Mavglijevo zgodbo. Potem ti ne bo treba v vas k ljudem, ga je pomiril Bal in ga za začetek naučil rjoveti, kot bi bil pravi medved. Potem mu je pokazal, kako se medved praska po hrbtu. No, kako mi je šlo? Je vprašal Mavgli. Iz tebe bo še prvovrsten medved, ga je pohvalil Bal. Mavgli mu je zlezel na hrbet in objavil. Pri tebi mi je veliko bolj všeč kot pri Bagiru, on mi vedno samo nekaj ukazuje. Potem ga je Bal naučil, kako si v džungli najdeš hrano. Oba sta namreč postala lačna. V džungli je veliko hrane, je pojasnil Bal. Vedeti moraš samo, kje jo boš našel. Mavgliju je pokazal, kako s trnastih rastlin obereš sadeže, ne da bi se opraskal. Sadeži so bili čudovito dobri. Potem sta si od čebel vzela med in z bananovca natrgala banane. Naučil te bom vsega, kar vem o džungli, je rekel Bal. Saj je vse zelo preprosto, ko se enkrat naučiš, kje najdeš najpomembnejše stvari. Po obilnem kosilu sta Bal in Mavgli pojoč odplesala po džungli. Objestno sta norela in Mavgli je bil zelo srečen, da je naletel na Bala. Bil je prepričan, da bo sam kos življenju v džungli, ko ga bo Bal vsega naučil. Čez čas sta morala sesti, da sta spet prišla do sape. Že čez nekaj minut pa je Bal vprašal. Kako bi bilo, če bi se malo boksala? Sijajno, se je razveselil Mavgli in Bala z vso močjo udaril v trebuh. Stoj, je zastokal Bal in se delal, kot da ga je hudo zabolelo. Zmagal si. Vidiš, se je postavljal Mavgli, dobro znam paziti nase, kaj ne? Seveda znaš, seveda, se je režal Bal. Iz tebe bo še imeniten medved. Dvignil je Mavglija na rame in otacal naprej po stezi. Ne tako hitro, sta zaslišala Bagira. Mladiča moram odpeljati v vas. Ne moreš ga odpeljati k ljudem, se je zgrozil Bal. Tam bodo iz njega gotovo naredili človeka. Pri tebi hočem ostati, je rekel Mavgli in se trdno oprijel velikega medveda. To ne gre, je ugovarjal Bagira. Skočil je na vejo, da je lahko Balu pogledal v oči. Širkan se je vrnil v džunglo in lovi Mavglija. Mavgli je v hudi nevarnosti in mora brezpogojno z mano. Bal je panterja močno potegnil za rep in zabrundal. Ostal bo pri meni. No, lepo, kakor hočeš. Upam samo, da ti bo sreča mila, je Bagira zavpil za njima, ko sta jo spet ubrala po džungelski stezi. Komaj sta prišla do reke, je Bal skočil v vodo. Legel je na hrbet in leno pustil, da ga je nosila reka. Mavgli pa se je udobno namestil na njegovem debelem trebuhu. Zavedno bi rad ostal pri tebi, je zavzdihnil. Saj boš, je zagodrnjal Bal. Dobro bom pazil nate. Iz visokih krošenj dreves, ki so rasla ob reki, je bilo slišati opičje vreščanje. Toda Mavgli in Bal se nista menila zanj. Bal je zamižal in začel prepevati. Ko je Bal odpel svojo pesem, je odprl oči in zagledal opico, ki mu je namesto Mavglija sedela na trebuhu. Kje je človeček? Je prestrašeno vzkliknil. Ko je pogledal navzgor, je visoko v drevesnih krošnjah zagledal še druge opice.
Zgrabile so Mavglija in ga držale za noge. Hej, pustite me, je kričal Mavgli in bingljal z glavo navzdol. Bal se je v vodi dvignil na noge in opicam jezno zagrozil strašno šapo. Vrnite mi človeškega mladiča, je zarjovel. Opice so cvilile od zadovoljstva. To je Bala še bolj razbesnelo. Potem so Mavglija spustile, te bingljal nad Balom, ki ga ni mogel doseči. Bal je skočil, da bi zgrabil Mavglija, toda opice so bile hitrejše. Človeškega mladiča so zadnji hip povlekle navzgor in z njim izginile v krošnjah. Bal je skočil iz reke in tekel za opicami, ki so se z ujetnikom vihtele z drevesa na drevo. Mavglija so si podajale kot žogo. Bal jih ni mogel ustaviti. Ker je med hitenjem skozi džunglo pazil samo na opice v krošnjah, sta imeli dve drugi opici dovolj časa, da sta mu z debelo ovijalko nastavile past. Močni medved je trdo padel in opice so z Mavglijem izginile. Ko je Bagira videl, kaj se je zgodilo, je zamrmral. No, lepo, torej je le prišlo do tega. Bal ga je gledal potrto in še vedno malo zmedeno. Do česa je prišlo? Je vprašal. Kje je človeški mladiček? Bagira mu je pojasnil, da so opice Mavglija najbrž odnesle k svojemu kralju v razvaline davnega mesta in da zato res ne smeta izgubljati časa. Prvič v življenju ga je Bal pazljivo poslušal. Bagira je imel prav. Opice so Mavglija res odnesle k svojemu vodji, kralju Ludviku. Ta se je popraskal po glavi in rekel: Ti si torej človeški mladič. Pokaži mi, kako ljudje naredijo ogenj. Mavgli mu je sicer zagotavljal, da ne pozna skrivnosti ognja, toda kralj Ludvik mu ni verjel niti besedice. Zgrabil ga je in ga zalučal v zrak. Druge opice so ga posnemale in Mavgliju se je kmalu začelo vrteti v glavi. Potem je opičje krdelo objestno zaplesalo po ruševinah starega templja. Medtem je Bagira prežal za grmovjem in čakal na ugodno priložnost, da reši Mavglija. Ko so opice začele plesati, se jim je pridružila velikanska tuja opica. Ta velikan je bil v resnici Bal, ki se je našemil v opico. Na srečo ga je prepoznal samo Mavgli. Komaj je Bal zaplesal, že so ga opice začelo navdušeno spremljati s ploskanjem. Kralju Ludviku je bilo vse to silno všeč. Ploskal je v ritmu vse hitreje in hitreje. Naenkrat pa groza. Bal je izgubil krilce. Opice so ga prepoznale in zakričale: To je medved Bal! Bal je zgrabil Mavglija za eno roko, kralj Ludvik pa za drugo. Kralj je močno vlekel Mavglija za roko in se pri tem z drugo držal za steber svetišča. Vlekel je in vlekel. Resk! Steber je popustil in vse je kazalo, da se bo tempelj podrl. Tedaj je kralj hitro izpustil Mavglija in naenkrat se je znašel pod svetiščem na mestu, kjer je prej stal steber. Kaj pa Bal? Njemu se je zdelo zelo smešno oponašati opico in se je še sam postavil na mesto stebra pod svetišče. Nenadoma pa se je čez njegov obraz razširil zvijačen izraz. Bal se je namreč nečesa domislil. Nehal je podpirati streho in začel opičjega kralja žgečkati pod pazuhama. Res je težko podpirati vso palačo, če te obenem še nekdo žgečka. Kralj Ludvik je streho templja izpustil prav tisti hip, ko je Bal stekel proč. Za seboj so slišali samo še tresk. Svetišče se je podrlo in kralja pokopalo pod seboj. Tokrat so jo naši junaki spet dobro odnesli. Brž ko so si našli varno prenočišče, je Mavgli zaspal.
Bagira je izkoristil priložnost, da je Bala dokončno prepričal o tem, da človeški mladič sodi med ljudi. Zdaj si ti na vrsti, je končal. Zakaj jaz? Je zatarnal Bal. Ker mene ne posluša, je srdito odgovoril Bagira. Naslednje jutro se je Bal poskusil z Mavglijem pogovoriti o vasi, v kateri živijo ljudje. Prav tak si kot Bagira, je ogorčeno zavpil Mavgli. Ne grem med ljudi. Potem je stekel v džunglo. Ko je bil prepričan, da ga nihče ne zasleduje, se je izčrpan sesedel pod nekim drevesom. Zbudil se je šele, ko je zaslišal znani glas. Lepo, da sva se spet srečala, sladki moj, je se sljala kača Kaja in poskušala Mavgliju pogledati v oči. Pri miru me pusti, je neprijazno odvrnil Mavgli in odrinil kačjo glavo. Vrh tega ti ne bom pogledal v oči, natanko vem, kaj bi rada. Ampak zakaj tako neprijazno, je zasikala Kaja. Lahko ti pomagam, da boš zavedno ostal v džungli. Res? Je osuplo vzkliknil Mavgli. Seveda, se je dobrikala Kaja. Zaupaj mi in zapri oči. Mavglijeve veke so nenadoma postale težke kot svinec. Ni se mogel premakniti, moral je zamižati in kmalu je globoko spal. Kaja je nebogljenega dečka previdno dvignila na drevo in se zadovoljno večkrat ovila okoli njega. A nenadoma je Kajin prednji del nekdo potegnil z veje. Bil je Šir Kan. Kajina glava je bila ujeta pod tigrovo šapo, ostali del kače pa skrit na veji še vedno ovijal Mavglija. S kom si pravkar govorila? Je z nevarno tihim glasom vprašal Šir Kan. Jaz, malo sem mrmrala sama s sabo. Lep dan je, a ne? Je mukoma izdavila kača. Ne poskušaj me speljati na pogovor. O čem drugem? Zakaj mi ne pokažeš, kaj skrivaš tam gori? Je vztrajal tiger. Jaz, da bi kaj skrivala, mi še na misel ne pride, mu je goreče zatrjevala Kaja. Previdno se je začela odvijati z Mavglija in je Šir Kanu pokazala tudi svoj drugi konec. Tiger je verjel, da Kaja nima Mavglija in je odšel. Mavgli se je prebudil in zlezel z drevesa. Kaja ga ni zadržala. Šir Kan jo je tako prestrašil, da jo je poželenje po Mavgliju minilo. Mavgli je tekel, kakor hitro in kakor daleč je mogel. Pozno popoldne je srečal jato jastrebov. Poglejte no, fantje, je zakrakal prvi jastreb. Kaj nam prihaja naproti? Kakšen zabaven kupček kosti, je menil drugi jastreb. Potem pa so vsi smejoče zakrakali. Ja, kar smejte se mi, je vzdihnil Mavgli. Meni je vseeno. Potem je zlezel na skalo in sklonil glavo na kolena. Hej, fant, je rekel prvi jastreb. Kaj te pa muči? Tak si, kot bi na vsem svetu ne imel niti enega prijatelja, je rekel drugi jastreb. Naj bomo mi tvoji prijatelji, so zaklicali vsi v en glas. Največji jastreb je Mavglija objel s perutjo in že so mu zapeli pesem o prijateljstvu. Mavgli se je moral nasmehniti, ko so jastrebi plesali okoli njega. Potem je zapel z njimi in kmalu so se dobro počutili. Navsezadnje, džungla le ni tako nevarna, je pomislil Mavgli. Vse povsod najdeš prijatelje. Ob tej misli se je spomnil Bagira in Bala. Nenadoma ga je zapekla vest. Na vso moč si je zaželel, da ju ne bi skrbelo zanj. Toda za premišljevanje o tem ni imel več časa, saj je tišino nenadoma pretrgalo rjovenje, ki je segalo do kosti. Šir Kan
Je končno našel človeškega mladiča. Svoje rumene oči je srepo uprl Mavglija in stopal proti njemu. Jastrebi so prestrašeno zaprhotali v zrak. Iz džungle ni bilo slišati niti glasu. Mavgli se je znašel pred svojim najnevarnejšim sovražnikom. Beži, beži, so kričali jastrebi, ki so razburjeno prhotali sem ter tja. Mavglija je bilo hudo strah, vendar si je prizadeval, da tega ne bi pokazal. Zbral je ves svoj pogum in rekel: Ne bojim se te. Pa bi se me moral bati, je zarenčal Širkan. Vsi se me bojijo. Jaz pa se te ne, je odločno izjavil Mavgli. Poslušaj, je zarenčal tiger. Štel bom do 10 in ti boš poskušal zbežati. In že je začel. 1, 2, 3, 4. Hitro, Mavgli, je zavpil prvi jastreb. Teci tako hitro, kot le moreš, je zaklical drugi. Mavgli je vedel, da bi bil beg zaman. Širkan je bil prehiter, vsekakor bi ga dohitel. Tiger se je prihulil in pripravil na skok. Toda ko je skočil, je skozi podrast prilomastil Bal. Velik medved se je divjemu tigru postavil na pot, grozeče dvignil mogočne šape in zavpil. Pusti človeškega mladiča pri miru. Spoti, je zarjovel Širkan in se pognal mimo Bala. Mavgli ni zbežal, ampak je zgrabil debelo palico, da bi se bojeval, pa čeprav je vedel, da nima proti Širkanu niti najmanjše možnosti. Ko je tiger videl, da se mu drobni človeški mladič trzne upirati, je jezno zarjovel in iztegnil kremplje. Bal je naredil edino, kar mu je še preostalo. Tigre je zgrabil za rep in zavpil. Hitro, Mavgli, reši se! Mavgli je zbežal. Tiger mu je bil že tako blizu za petami, da je na vratu čutil njegovo sapo. Besni, renčeči tiger je Bala vlekel za sabo in prav to je bilo tisto, kar je medved hotel. Debeli medved je namreč Širkana toliko oviral, da tiger ni več mogel dohiteti Mavglija. Na pomoč so prileteli še jastrebi in spravili Mavglija na varno. Zdaj ga lahko izpustiš, je zaklical prvi jastreb. Se šališ, je zatulil medved. Na drugem koncu ima vendar ostre čekane. Tisti trenutek se je Širkan obrnil in z enim samim udarcem močne šape zbil Bala po tleh. Komaj je medved obležal, že je z neba udaril blisk in oblil džunglo z jarko svetlobo. Zagrmelo je in druga strela je hreščeče tresknila v bližnje drevo, ki je hipoma zagorelo. Širkan se je prestrašil, se ustavil in zarjovel. Ogenj, so zavreščali jastrebi. To je edino, česar se tiger boji. Jastrebi so z Mavglijem zleteli k drevesu in držali dečka v zraku, da je zgrabil gorečo vejo. Potem so ga mehko postavili na tla. Tako je Mavgli dobil orožje, s katerim je lahko rešil Bala. Stekel je proti tigru, ki se je ravno pripravljal, da bo Bala obdelal s svojimi strašnimi šapami. Širkan se je obrnil in videl, da se mu bliža Mavgli. Tokrat mi ne boš ušel, človeški mladič, je zarenčal tiger in stekel proti Mavgliju. Pa ni prišel daleč, kajti nadenj so se spustili jastrebi. Eden je potegnil celo tigra za brke. Izginite, mrhovinarji, je zapihal Širkan, sicer vas bom raztrgal na koščke. Medtem ko je besni tiger zamohoval proti frfotajočim jastrebom, je Mavgli uresničil svoj načrt. Gorečo vejo je tigru trdo privezal na rep. Po džungli je zadonelo grozljivo rjovenje.
Tiger je v brezglavem strahu divjal po džungli in vlekel za sabo gorečo vejo. Juhu, ne bomo ga več videli, je zakrakal prvi jastreb. Ko se jim je pridružil Bagira, je Mavgli stekel k balu in pokleknil ob njem. Prebudi se, je zaklical in ga stresel. Daj, prebudi se že. Bal je odprl eno oko in mukoma vstal. Podrgnil se je po glavi. Drugo oko je imel tako zateklo, da ni nič videl nanj. Fant, sem jo pa posvetil tigru, je zastokal. Vsekakor, je menil Bagira, in sicer s pomočjo tega človeškega mladiča. Naslednje jutro so odšli k reki, da bi se odžejali. Nenadoma so iz daljave zaslišali pesem. Kakšen hrup pa je to? Se je začudil Mavgli. Česa takega nisem še nikoli slišal. To ni nič, je rekel Bal in poskusil svojega najljubšega nasprotnika Mavglija pregovoriti, da bi se malo boksala. Ampak človeški mladič se sploh ni zmenil zanj. Mavgli se je previdno bližal neznanim glasovom. Razgrnil je veje pred seboj in zagledal deklico, ki je pravkar prišla iz vasi, da bi iz reke zajela vodo. Bagira, kaj je to? Je vprašal Mavgli. To je vas, v kateri živijo ljudje, je odgovoril panter. Ne, ne tisto, je zašepetal Mavgli. Mislim, tole tam, pokazal je na deklico. Česa takega nisem še nikoli videl. Kar pojdi, Mavgli, je šepnil Bagira in si jo odblizu oglej. Medtem ko je deklica pokleknila na breg, je Mavgli zlezel na bližnje drevo. Deklica se je ogledovala v vodni gladini, ko je presenečeno zagledala še en obraz. Na drevesu nad njo je bil deček. Tisti hip se je veja zlomila in Mavgli je pljusknil v reko. Deklica se je zahihitala in se mu nasmehnila. Potem je hotela dvigniti vrč z vodo, toda Mavgli ji ga je vzel iz rok, postavil si ga je na glavo in zlezel iz reke. Kot bi bil uročen, je stekel za deklico proti vasi. Deklica se je vsake toliko časa ustavila in se mu nasmehnila čez rame. Nekega dne je pač moralo priti do tega, je rekel Bagira, ko sta z Balom videla, da je Mavgli izginil v vas, v kateri so prebivali ljudje. Zdaj je človeški mladič končno prišel tja, kamor sodi. Mislim, da imaš prav, je zamišljeno rekel Bal, ampak še vedno nisem čisto prepričan, da ne bi bil iz njega izvrsten medved. Potem sta se odpravila na dolgo pot v domačo džunglo. Mislim, da bo Mavgli v vasi hitro našel nove prijatelje, je menil Bagira, potem ko sta nekaj časa tekla drug ob drugem. Kajpak, je odvrnil Bal, ampak gotovo bi postal tudi odličen medved. Potem sta prijatelja izginila v globoki džungli, kjer sta bila doma.